odpreti vrata, pa spim drema kot naš mjav, a se res ne bo nihče zganil pri tej hiši. Oti skazati, a zdaj ne pa še kupce strežem, pomočnik pa še po dnevi spi kot polh. Žanček, kje je tisti ostanek sukna, ki je bil? Žano. Sliši, nikoli ne sliši, kadar ga kličem. Danes je tržni dan, dragi ljudje, pisem naj kapam poboža srce. Hvali me, oče, bi včasih za nas, zdaj ga več ni njegov, ki gnil in raz. Danes prav vsakdo pravico ima, da kaj to vikupi in paranka. Sončni pa kraljaj, kar tiho zdaj bo, danes
besede, danes povedane, jutri pozabljene. Tako. Dober večer, spoštovana gospoda. Žal, spet sem tukaj, v ljubi hiši, neljubi gost. Na morda tudi vi prinašate kakšno nesrečo? Mojster Martin, tule je ukaz pristojnih oblasti, da takoj poravnate davek na vse utajene in neprijavljene premičnine, ki so navedene tam v tem zapisniku. Ja, pa, kaj pa to pomeni? Davčni uradniki so bili tukaj, popisali so vse premično in nepremično, odmerili so davek in jaz sem ga plačal. Ja, vse je natanko tako. Le da vi popisovalcem niste pokazali vsega, kar posedujete. Kdo to trdi? Davčni inšpektor, ki je pozneje ugotovil dejansko stanje, zahvaljujoč neki stanovalki vaše hiše. Stanovalki naše hiše? Ja, kdo bi pa to... Ja, seveda, ona! Ja, kaj sploh razmišljam? Seveda, ona! Nisem imela slabega namena, res. Ja, seveda. Bil je spet nedolžen ženski pogovor. O nečem se pa človek vendar mora pogovarjati. Bila sem sama doma, ko je na vrata potrkal nek uglajen, prijazen gospod. Ja, davčni vohun je zate uglajen in prijazen gospod. Spraševal je po vas. Ja, zanimal se je, kako vam gre trgovina, hvalil je vašo iznajdljivost in uspehe, a vse to, mojster, z veliko spoštovanja in simpatije do vas. Ja, in do mojega denarja. Pa sem si mislila, da je to prav gotovo človek, v čigar očeh bi bilo dobro ta ugled še nekoliko povečati. Pa sem mu razkazala vso hišo, dvorišče, vrt. Ja, kako je bil vesel, ko je v skladišču zagledal tisto srebrno posodo pa drago tkanino. Pa veste, kako se je veselil, ko sem mu rekla, da imate še mnogo polih gostov. Te knjige, mojster, te knjige je bil pa najbolj vesel. Takole jo je listal, tako ljubko, simpatično jo je listal, kot bi prebiral Sveto pismo. Ja, to vam pa rad verjamem. Če si se odločila uničiti mene in trgovino, potem ti to dobro uspeva. Ne. Tegale organa ti ni mogel Bog ustvariti, ampak ti ga je sam peklenšček v usta potisnil. Pa kaj hočete od mene, mojster Martin? Bila sem nema, pa ni bilo prav. Ja, pripeljali ste mi sveto Evlalijo, da bi mi dala dar govora. Zdaj govorim, kot ste vi želeli. Spet ni prav. Kot bi bila ne vem kakšna jezičnica, kakšna klepetulja. Jaz molčim kot metla v kotu in samo tu pa tam kako drobno rečem. In še to samo zato, da ne bi pozabila govoriti drugače, bi mi spet sveto Evlalijo pripeljali. Ne bom nehala, še začela nisem. Vse na človekovem telesu ima svoj namen. Nihče temu ne ugovarja. Noge hodijo, roke delajo, ušesa poslušajo, oči gledajo, jezik pa naj ne bi svojo dolžnosti opravljal, kot da meni sami ne povzroča največ skrbi in težav. Hvala.